pozdravljene upokojenke in upokojenci v oddaji, tretji oddaji za upokojence. V tokratni oddaji vam bomo predstavili Društvo upokojencev na Jesenicah. Obiskali smo predsednika društva Borisa Berganta, spregovorili o njihovem društvu. Boris Bergant pa je tudi član strokovnega sveta Zveze društev upokojencev Slovenije, kjer se res pripravlja dolgotrajni zakon o dolgotrajni oskrbi. Vabljeni k ogledu oddaje. Lep pozdrav predsedniku Društva upokojencev Jesenice, Borisu Bergantu. Lepo pozdravljeni. Boris Bergant, vi ste že precej let predsednik Društva upokojencev na Jesenicah. Koliko članov združuje vaše društvo in kako pravzaprav delujete? No, zdaj, če bi predstavljal naše društvo, potem bi rekel, da nas je žal samo 800. Bilo nas je že 1000. In bolj, ko se staramo, večji je problem vključevanja v društva. To vsa društva, ki ne delajo v vaškem okolju, čutimo. Mlajši upokojenci nekako rečejo, saj še čas, bomo prišli. Starejši so pa vedno starejši in imamo precej upokojencev starejših od 90 let. Ti na koncu vendarle težko pridejo v dom, težko se udeležijo aktivnosti in seveda počasi pridejo do zaključka, da bi se izpisali iz društva, nekateri žal tudi odhajajo na druge dolžnosti. Tako da društvo s temi okroglo 800 člani poskuša zdaj reševati stvari za vse starostnike, ne samo svoje člane. Člani imajo ugodnosti pri športno-rekreacijskih, turističnih, kulturnih prireditvah, kjer se udeležujejo kot člani društva v tistih inštitucijah, ki te stvari izvajajo. Imamo dom, v katerem se trenutno nahajamo, v katerem je kopica aktivnosti. Tu so ročna dela, tu so pevci, tu so druženja, tudi tista dnevna, tudi igralci kart se najdejo tukaj, pa šahisti. In to vse so člani. Tisti, ki pa so starejši od 69 let, pa so občani Jesenic, so pa vključeni v program Starejši za starejše, kjer 18 naših prostovoljcev poskuša vzdrževati stik s to populacijo, predvsem zaradi tega, da ves čas spremljamo, kaj se s temi ljudmi dogaja, kakšne so njihove potrebe, kako živijo, ali so potrebni dodatnih pomoči. No in te naše prostovoljke na teh obiskih ves čas to beležijo, tako da razpolagamo z pregledom, kakršnega si upam trditi, nihče v občini sploh nima, razen po številu teh ljudi. In tisto, kar je zanimivo, stanje se nekoliko spreminja. Pa vendarle je največja težava še vedno osamljenost. Te ljudje rabijo več družabnih dogodkov, več druženja. Temu sledi tudi finančna, ekonomska situacija teh starejših. Usoda hoče, da se staramo naglo in ženske se starajo hitreje od moških. In dogaja se, da je vse več vdov, ki pa imajo nižje pokojnine kot možje. In ko ostane ženska sama v stanovanju, se sreča tudi z resnim ekonomskim problemom, kako zdaj vzdrževati vse, pokrivati vse stroške. Tu se pojavijo vprašanja, kako je zdaj za naslednjo generacijo, otroci. Izgleda, da smo Slovenci nekoliko drugačni. Zdaj vsi starejši imamo še vedno v glavi, da je treba otrokom pomagati.
Otroci pa zdaj pri korona epidemiji se je pokazalo, da so se več udeležili druženja s svojimi starši kot predtem. Zanimivo. In upam, da se bo to tudi nadaljevalo po tej epidemiji. In kako je tekel čas skozi ta koronavirus pri upokojencih, Društva upokojencev na Jesenicah, ko pravzaprav nismo smeli eden do drugega, so se vaši prostovoljci z njimi pogovarjali po telefonu, jih kratkočasili? Vključili smo se v te programe pomoči, tako preko Centra za socialno delo Ljudske univerze, občinskih štabov civilne zaščite, s tem, da žal mi smo populacija, ki je rizična in res je, nismo mogli obiskovati svojih vrstnikov. Smo pa si zadali nalogo, da bomo v kontaktu vsaj s tistimi, ki so ali zdravstveno ali kakorkoli drugače bolj obremenjeni od ostalih, da se nam ne bi zgodilo, da bi kdo ostal sam, da bi se komu kaj posebnega zgodilo, da bi zbolel, pa ne bi nihče vedel, in tu smo držali skrb zanje. No, potem, ko je čas tekel, pa smo iskali tudi načine, kako organizirati nekatere dejavnosti. Aktivni člani našega društva, na primer pohodniki, so zdaj bili brez možnosti, da grejo skupaj nekam na pohod, kajti ni bilo več avtobusa. Ni bila možen prevoz z avtobusa. Niti ni bilo dovoljeno druženje večjega števila ljudi. No, ampak pridni in aktivni so našli rešitev. Dogovorili so se za končno lokacijo, potem pa poznavajoč terene na Jesenicah, so obrali 5-6 smeri in se srečevali med potjo tako, da nikoli ni bilo več kot dovoljeno število ljudi. Skupaj pa vsi so se počasi preko tega izleta srečali. Zelo zanimive zadeve. Podobno so se znajdli kolesarji. No, zdaj, kar se športnikov tiče, so vezani na objekte in ti objekti še niso odprti, se pa zdaj odpirajo na Jesenicah, tako da se bodo lahko začeli aktivno ukvarjati. Problem so pevci in ročna dela. Pevci bi sicer glede na prostor lahko se že dobili, ampak dali so nam vedeti, da so pevci posebej rizična skupina, ker ne morejo biti na večji razdalji prepevati, na krajši razdalji pa vendarle, ko se potrudijo dati od sebe najboljši glas, gre z njimi tudi aerosoli in podobno, in tako da s pevci še vedno nismo začeli, čakamo pa, da se stanje toliko umiri, da bomo lahko začeli tudi ta del. Vaše društvo je eno izmed najbolj aktivnih ne samo v jeseniški občini, temveč kar daleč naokrog, kot je slišati. No, pred 2 leti smo bili celo najboljše društvo na Gorenjskem po oceni strokovnih služb Pokrajinske zveze. Res je, trudimo se biti čim bolj aktivni, kajti smoter članstva je samo v tem, da si nekje povezan, da se nekje družiš, da nekaj delaš na izboljšanju svoje kondicije. Zato gre. Vse, kar počnemo, delamo zato, da bi ljudje, naši člani in tudi tisti priključeni, ki se udeležijo zraven, čim dlje ostali v dobri telesni in duševni kondiciji, da bi lahko živeli v krogu, kjer je navajen živeti, pa ne bo to v bloku ali svoji hiši, tako kot je cilj vseh evropskih politik. Ljudje bi morali ostati čim dlje kondicijsko dobro usposobljeni in zdržati tam, kodar so, in te naloge bodo vedno bolj slonele na prostovoljnih društvih, kakršno je tudi Društvo upokojencev. Začeli ste s številnimi projekti in eden izmed teh, ki ste ga prav vi začeli, je tudi verižni eksperiment. No, to je pa ena zanimiva medgeneracijska pobuda.
kajti tudi ta medgeneracijska aktivnost jo je treba razvijati in skrbeti, da teče. In povprašali smo šole, ali so pripravljeni sodelovati in z veseljem. So vse osnovne šole, na koncu že tudi vrtci in srednje šole, sprejeli to pobudo, da mi damo strokovnjake, ki so ali rokodelci, sposobni na različnih področjih z lesom, s kovino, s plastiko izdelati karkoli že. Po drugi strani so šolski učitelji, ki skrbijo za ta šolski red in končni cilj, da je dosežen. Potem pa smo se priključili temu vseslovenskemu aktivnosti, ki se imenuje verižni eksperiment. To pomeni, da vsaka skupina, v našem primeru vsaka šola, pripravi en člen tega verižnega eksperimenta, ki na osnovi osnovnih fizikalnih lastnosti poganja neko kroglico, ki pride v ta člen, se v njem zadržuje od 30 do 60 sekund in jo zapusti, ne da bi se jo med potjo kakorkoli dotikali. Nastajajo zanimivi členi, imeli smo jih že preko 40 v eni vrsti postavljenih, in ker to traja približno 40 sekund na enega, si lahko predstavljate, da je 3/4 ure ta kroglica potovala. To je bil čudovit rezultat. Žal, letos se nam je zgodilo, da smo te člene imeli že skoraj pripravljene v mesecu marcu, potem pa so šole zaprle vrata in tudi jeseni se bojim, da bo težko priti že do tega. Bomo pa eno leto vas pustili, pa drug let bolj pripravljeni nadaljevati s tem. Je pa zanimivo, sam se udeležujem na eni od šol tega krožka in zanimivo je spremljati to mlado generacijo, ki je navajena na nove načine sprejemanja informacij. In mi jih zdaj nekoliko potegnemo od tastatur preč, pa jih damo k delovni napravi in ročnemu orodju. In tisto, kar sam ugotavljam, je to, da ta populacija ve vedno več in zna vedno manj. In to se potem verjetno iz leta v leto tudi nekako nadgrajuje. Iz leta v leto poskušamo biti tudi mi se malo modernizirati, tako da se že vključuje tudi elektronika v te naše naprave in poskušamo tudi biti zanimivi času primerno. In mislim, da bo kar uspevalo še naprej. Vi pa ste član tudi strokovnega sveta Zveze društev upokojencev Slovenije in seveda delate v njem in prav pred časom ste končali z analizo. Ja, tisto, kar sem pripravil, je bilo v bistvu razmišljanje, kaj storiti glede na situacijo v domovih za starejše. V strokovnem svetu sem pač sprejel to vlogo, tam poskušamo nekako pokrivati področja in zdravstva, sociale, ekonomije, pravnega reda in predebatirati tiste stvari, ki se v tej družbi dogajajo. No in zdaj, ko se je začela ta epidemija koronavirusa, je udarila na plan problematika domov za starejše. Vsi že dolgo vemo, da je domov premalo. V Sloveniji je okrog 21 000 postelj v domovih za starejše in ta trenutek preko 50 000 vlog za domove. In iz tega bi človek zaključil, da je največji problem premalo postelj. Ampak problemi so še drugi. V domove se vse bolj vključujejo ljudje, ki imajo poleg starosti še kar nekaj bolezenskih težav. In te naši domovi dejansko vse bolj postajajo negovalni domovi. Ko smo začeli zbirati podatke, smo ugotovili, da je preko 70% varovancev v domovih odvisno od nege in to zdravstvene nege.
In ko smo študirali, kaj zdaj v tej situaciji narediti, se je samo po sebi pojavila primerjava z situacijo v sosednjih državah, naprimer v Avstriji in Nemčiji. Sam sem kot župan imel priliko si ogledati, kako to teče na Koroškem, v sosednji Avstriji, pa tudi v Nemčiji sem kar precej bil prisoten na tem področju. In tam imajo že na državnem nivoju sprejeto zakonodajo, da se ločijo negovalni domovi in domovi starejših. Ti domovi starejših so v bistvu hoteli. V teh domovih za starejše se zberejo ljudje, ki so vitalni, ki so željni gibanja, druženja, iger, napredovanja. In to jim ti domovi nudijo. Tudi naši domovi so kar aktivni na teh področjih. Ampak, ko se v domu pojavi 70% tistih, ki imajo razne težave, polovica njih komaj gibljivih ali pa negibljivih, takrat se pa pojavi dodaten problem. No in jaz sem preprosto prišel s tem razmišljanjem, kaj če bi tudi v Sloveniji poskušali ločiti negovalne domove in domove za tiste aktivne starejše prebivalce. Tu smo naleteli seveda najprej na zakonodajo. Pri nas zakon o socialni oskrbi in zakon o zdravstveni oskrbi je dosti dobro napisan. Socialno skrbstvo skrbi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zdravstveni del pa Ministrstvo za zdravstvo. Ampak ti domovi so vsi pod kapo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, torej je zdravstveni del na nikogaršnji strani. Zdravstvo ni direktno vključeno, čeprav nudi storitve tako domskega zdravnika kot sester negovalk, ni pa to direktno v povezavi. Zdravstvene probleme starostnikov pri nas trenutno rešuje bolnica, če so neka akutna bolenja, poškodbe ali zdravstvene težave, potem, ko pa se zaključi to zdravljenje v bolnišnici, pa če imaš srečo, prideš na negovalni oddelek v bolnišnici, če ne moreš domov. Ampak samo za en mesec. Samo za en mesec, točno tako. Po enem mesecu so ti ljudje s tistim osnovnim zdravstvenim problemom kar dobro oskrbljeni, ampak večina njih pa zdaj ne ve kam. V prejšnje okolje težko gre, ker si sam ne more pomagati, nikoga pa nima, ali pa ima tiste ob sebi, ki pa niso sposobni te nege nuditi. Ima sicer pomoč na domu, ki jo mora plačati. Ima sicer možnosti drugih pomoči, tudi ti naši prostovoljci, ampak te prenesejo kaj iz štacune, te pomagajo eventualno nekam ga peljati, kaj dosti več se pa ne zgodi, paket iz Rdečega križa dobi, to ni problem, ampak to ni normalno življenje. In seveda temu ne ostane drugega, kot da išče prostor v enem od domov. Domovi so preobremenjeni in življenjska doba se z leta v leto podaljšuje, zato je težko najti mesto v Sloveniji za dom, nekateri pa dajajo prošnje kar po večjih domovih in seveda s tem je tudi številka toliko večja. Da, res je. V mesecu aprilu letošnjega leta so na nivoju domov naredili podrobno analizo. Kot sem že rekel, 21 000 nekaj postelje v domovih, vse te so bile konec aprila zasedene, bilo je pa 55 000 vlog. Zato so šli tudi delati analizo vlog tako, da so pri vsaki vlogi upoštevali samo eno lokacijo in enega iskalca prostora. Tako se je to število zmanjšalo na 22 000. Ampak še vedno je 5% večje kot je vseh postelj v domovih. Če je poprečno bivanje v domovih 10 let, je res 10 let treba počakati, da do doma sploh prideš.
Zdaj se je pa pojavila še ta druga zgodba ob epidemiji, ko pa zdravstvene službe pričakujejo, da bo vsaj 4% postelj pripravljenih za eventualno epidemijo. Ampak to je 800 postelj v Sloveniji. To pomeni še toliko daljša čakalna doba. No in tu je zdaj to vprašanje, kako rešitev najti. Zato jaz prihajam zdaj na to razmišljanje, ZDUS pa je idejo zagrabil in jo začel z vsemi službami obdelovati in ravno te dni smo prišli do končnega predloga. In ta predlog je v sedanji situaciji, v sedanjih pogojih zakonodaje, kajti na hitrico se jo ne da spremeniti, je možno, da se domovi odločijo, toliko bomo imeli negovalnih postelj, toliko bo polnih normalnih postelj. Pri unih normalnih ni treba rezerve, pri negovalnih imaš rezervo, če je leta potrebna. Problem je v tem, da je zdaj, če naredimo negovalne ločeno, treba v teh ločenih negovalnih delih domov zagotoviti nego, kakršna je po zakonu o zdravstvenem varstvu primerna. To bo najprej zahtevalo več osebja. To bo zahtevalo kvalitetnejše osebje. Torej, to bo zahtevalo več denarja od države. In ta denar bo treba najti. Zdaj, ko imamo kup teh programov sanacijskih, bo treba tudi tega nekje vključiti. Končna rešitev tega je zakon o dolgotrajni oskrbi. Potem je tu demografski sklad. To so stvari, ki tečejo že 12 let v razprave. V vseh teh razpravah je kup dopolnil, kup aneksov končnega oblike zakonskega predloga pa ni. Veseli me, da je Desus najavil, da bo že v mesecu maju pripravil predlog. Upam, da bo to veljalo. Potem se bomo vključili v te razprave, poskušali ta predlog čim prej pripeljati do konca in na koncu bo mogla država pogruntati, kako zdaj to kadrovsko in finančno spelje. Kadrovsko. Ugotavljamo, da je kadrov premalo ta trenutek, ampak premalo jih je zato, ker tisti, ki so šolani za medicinske sestre, tehnike in višje medicinske sestre, vsi ne upravljajo tega poklica. Ali pa ga ne upravljajo v Sloveniji. So šli v Avstrijo, v Italijo in tam delajo, ker je plača za te ljudi prenizka. Treba jim je popraviti. Zdaj le pravimo, so izgoreli. Izgoreli so dvakrat. Enkrat zato, ker so mogli vse to mnogo povečano delo v domovih opraviti, drugič pa, ker jih je premalo za vse to storiti. In bo treba storiti nekaj na plačah temu kadru, in bo treba povečati število teh ljudi, seveda oboje skupaj pomeni dvakrat povečati strošek. Ta strošek bo moral domovom biti priznan. Vprašanje je, kako ga bomo pokrili. Tu so vladne službe tiste, ki morajo najti pravi odgovor. Zopet, če sem začel z Avstrijo in Nemčijo, v Avstriji in Nemčiji imajo organizirano varčevanje za starost. In tu gre za zavarovanje, za dolgotrajno bivanje v domu, ki ga je treba enkrat vpeljati. Kaj to pomeni, da bi morali pravzaprav starejši ljudje skozi celo življenje varčevati, da bi potem imeli možnost priti v dom takrat, ko ga potrebujejo? Ja, sam besedo bi popravil. Že mlajši morajo začeti varčevati za svojo starost. Enostavno drugače ne gre. In na ta način se potem sredstva oblikujejo in s temi sredstvi se da živeti. Druga stvar, o kateri zdaj razpravljamo, koliko stane postelja v domu za starejše? Preveč. Preveč stane zaradi tega, ker še nismo čisto dojeli, da je osnovna naloga priprave domov na ramenih države in lokalne skupnosti. Te dva morata poskrbeti. Lokalna skupnost za ustrezen prostor,
ki ne more biti po dnevni ceni ali še dvakrat dražji, zato da nekdo naredi dobiček na tem prostoru, mora biti zgrajeno po standardih, tako kot je za to dejavnost primerno, in po stroških, ki so optimalni. Na javnem razpisu se mora to dati doseči. In tako bi, če vzamemo zdaj gradnjo v Sloveniji, kvadratni meter dejansko ne smejo priti preko 900–950 evrov, pri nas je pa vemo, da je bistveno večji. Potem je vprašanje opreme za vse to. Ista zgodba. Mi moramo to zracionalizirati tako, da bo strošek tako, da bo pokrit, država ga mora zagotoviti, občina zagotovi prostor, potem so pa še kadrovske dogovori, kako bodo te kadri to pokrili, in v tem primeru pridemo potem do boljše možnosti. Če pa ljudje še prispevajo zraven v dolgoletnem varčevanju, potem se zadeva pokrije. In to je to, o čemer zdajle razmišljamo. To je malo manj prijetno, vsi smo zdajle pričakujemo, da bo eden rekel, pa nečesa ni treba dati. Ja, če hočemo imeti, moramo dati te druge variante, tudi dolgoročno ne bo, kajti starali se bomo naprej, potrebe bodo vse večje, z večjanjem starosti bo vse več teh tudi zdravstvenih težav, človek pa ima pravico do svoje smrti, biti enakovreden član družbe, to se pravi, mora imeti poskrbljeno za toliko, kolikor se največ lahko, in to vsem. Tistim, ki ostanejo doma, in tistim, ki gredo v domove. Od tega pa odstopati ne moremo in od tega tudi v ZDUS-u odstopati ne mislimo. No in da skrajšam, mi smo zdaj v tej situaciji že pripravili dva predloga. Eden je takoj zdaj. Takoj se da na osnovi obstoječe zakonodaje samo pridobiti dodatna sredstva in speljati to notranjo delitev doma. Dom ostane enako, kot je, na isti lokaciji z istim, dobiti dodatno osebje za zdravstveno nego in zdravstveno nego peljati posebej. Vse po standardih, ki so uveljavljeni in sprejeti v Republiki Sloveniji. Drugi del predloga je pa dolgoročen. V dolgoročnem predlogu je pa nesporno takoj začeti treba uveljavljati zakon o dolgotrajni oskrbi in demografski sklad, iz teh dveh začeti graditi nove kapacitete, v naslednjih 3–4 letih bi morali zgraditi tam nekje do 10 000 postelj v Sloveniji, da bomo zmogli ta problem rešiti, in potem urediti tako v socialnem kot v zdravstvenem delu regulative, ki bodo omogočili, da bo zadeva normalno tekla. Za ta drugi del pa je seveda treba dopolniti zakonodajo, pri tem pa pričakujemo, da se ne bodo zdaj koalicija in opozicija kregale, ampak da bojo stopili skupaj, pa se zavedali, da bojo tudi oni prihodnjih letih starejši in da bodo že se spraševali, kam sedaj, danes ne pomislijo. No in vsi tisti, ki ste pripravljali v strokovnem svetu tale koncept, verjetno upate, da bo sedaj ta zakon o dolgotrajni oskrbi končno zagledal luč sveta. Če bomo lahko kaj pomagali, smo pripravljeni sodelovati samo zato, da res ne bi bilo več ovir in da se ne vračamo nazaj na štarte, ampak gremo korak po koraku in ga v doglednem času, najpozneje do konca leta, spravimo pod streho. Boris Bergant, najlepša hvala za tale pogovor in še veliko energije, ki pa vidim, da vam jo tudi pri teh letih ne manjka. Hvala lepa. Dokler gibamo, smo v redu.